Tam dajte enega lupčka namesto mene, pa bo super. Sandi, dej. Jaz smo to bom skoristil. Ja, pa seveda, dej. Vid voditelj na Radiu Robin. Pa je, da znaš našteti kaj, vseh 48 ali 50 komadov? Ja, 48 sem jih do zdaj posnela, tako da jaz mislim, da bi jih znala celo kronološko našteti, kako so To nastajali. pa je. To ti bo prišlo zdaj zelo prav. Zakaj? Pripravil sem ti enih par vprašanj, na katere pa lahko odgovarjaš samo z naslovi svojih skladb. Dejva. A si pripravljena? Ja, seveda, Pa da vest. greva. Greš v pekarno po svojo najljubšo štruco kruha in ti pek za pultom reče, da ga je zmanjkalo. Kaj si rečeš? Rečem si, solze z neba bi Solze potočila. z neba, a veš, da sem jaz prav na to razmišljal. Solze z neba bi potočila zdaj, ker sem to klačna, vi pa nimate mojenega najljubšega kruha. Ja. Evo, če bi te partner povabil v trojčka še z nekom, kaj bi mu odgovorila? Čakaj, ja imam tlele kaj negativnega. Veš, kaj bi mu rekla? Rekla bi mu... Ne bi mu rekla, kot bi te ustvaril kdo pomeni, ker pomeni, da bi se pa tudi to želela. Ampak bi rekla, zdaj pa sam potiho odidi ven iz spalnice, pa da te nikoli več ne vidim. Ok, super. Sem mislil, da boš rekla, le enkrat se živi. Dajmo provat. Slišal sem, da si hodila na žurke, ne vem, v Zeleni gaj. Ja, v Dorenberg, Zeleni gaj, v Bukovco, v Žable. Jaz sem bila cele vikende tukaj. S sestro sva hodili na šankroke povsod, kjer so bili. Pa še tudi na kakšnega drugega, no, ampak oni so bi moji, še vedno so najljubši band. Forever. Matjaž Jelen, kaj praviš na to, da je Manca Špik odraščala ob vaši glasbi? Ja, Manca je ene take vrste postavna punca bila, oziroma je še zdaj zelo postavna ženska, da enostavno jo nisi mogel zgrešiti, ko je prišla na koncert. Ne? So pa redno prihajale svojo sestro Mojco in so bile vedno dobrodošle v naši družbi. Bile so super, fajn, pozitivne, zabavne punce, no, tako da sem bil tudi kasneje zelo vesel, da sem lahko prvič čestital ob njenih glasbenih uspehih. Kako lepo, Matjaži, hvala. Ja, evo, lepo. zdaj pa že 20 let, evo. A ji mogoče kaj želiš ob 20. obletnici, Matjaž? Tam dajte enega lupčka namesto mene, pa bo super. Sandi, dej. Jaz smo Ja, to takoj bom zdajle sem. skoristil. Ja, pa seveda, dej, prid sem. Čak, to se mora slišati. To se mora slišati. Ja, to bi... Ne vem, če se sliši. Se je. Režija Je bil- pravi, da se ni. Ali da se ni? Da se ni. Je bil pa zelo nežen, hvala, Je bil Sandi. zelo nežen, ja. Ej, zdaj morava razčistiti midva eno zadevo. Koliko si ti visoka? 180. 180. Brez petk. A si visoka po mami ali očetu? Po očiju. Po očiju. Ja. Mama Martina, koliko ste vi visoki? Jaz sem visoka 172. Aha. Jaz nisem ne vem kako visoka. Manca je po možu mojemu visoka. Aha, torej Mami je potrdila. ljuba. Ja, mami, evo. Torej, si visoka po očetu, no, Martina, ker pa vas že imamo na telefonu, ne, dajte nam povedati, kakšna je bila Manca kot mala deklica? Zelo odgovoren človek. Z njo ni bilo nobenih težav. V bistvu to je šlo, pač ona je vedela, kaj more, hodila je tudi v nižjo glasbeno šolo in je v bistvu obvladala situacijo. Ni bilo nobenih težav. Martina, vi ste tudi pevka, ne? Dolga leta ste prepevali v narodno-zabavnem ansamblu. Ste dali kak nasvet Manci? Nikoli me ni skrbel, da ne bi šlo zaradi tega, ker je, kot sem že prej rekla, tako pač odgovoren človek. Ker vse, kar se je odločila, je tudi naredila. Ne? Tako da. Hvala, mami. Ja, lepo me tako imamo, da lepo, ne? Samo usmerja, Kako pol pa da lepo pusti. laže, ne? Tako. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.